Na dnevu podjetništva v torek 22. junija ob 12. uri so se srečali tudi podjetniki in spregovorili o aktualnih gospodarskih temah. Dan podjetništva se je na pobudo direktorja podjetja Ivana Furmana in župana občine Slovenske Konjice Mirana Gorinška odvijal v podjetju Kostroj strojegradnja d.o.o. v Slovenskih Konjicah. Uspešni in pomembni tvorci konjiškega podjetništva so si ogledali konjiško perspektivno podjetje in prisluhnili besedi direktorja in župana. Bi začela morda s kratko predstavitvijo samega podjetja Kostroj strojegradnja. Podjetje Kostroj strojegradnja je bilo ustanovljeno leta 1992. Takrat smo prevzeli iz starega podjetja 80 zaposlenih, podjetje odkupili od razvojnega sklada preko Celjske banke na razpisu in začeli praktično na pogorišču starega Kostroja. Naša usmeritev je bila vse skozi nadaljevati z strojegradnjo, splošno strojegradnjo in se ne preveč specializirati v določene panoge, pa delati predvsem za zahodno tržišče. To je bilo v bistvu takrat za nas zelo težka naloga, bi rekel mogoče, če z današnjega zornega kota gledam, preveč ambiciozna. Zato smo kar rabili nekaj časa, da smo se v bistvu utirili in da smo najdli ene prave poti, ki so dale podjetju potem hitrejši razvoj. Tako da smo še vedno danes, na današnji dan zaposlujemo 85 zaposlenih, to pomeni, da držimo skozi neko konstanto, da ne dajemo nervoze, ne delamo pri zaposlenih in tako naprej, da se lahko posvečajo tem svojemu delu. To je naš v bistvu ena od teh motivov, kako voditi podjetje. Lansko leto smo imeli realizacije nekaj čez 13 milijonov. Letos načrtujemo manj, upam pa, da bomo do jeseni zaključili zopet nove posle v strojegradnji in da se bo strojegradnja zopet začela vzpenjati v Evropi in v svetu in da bomo drugo leto prišli zopet nekje na to raven, kot je bila lani. Te zaostrene gospodarske razmere, kot razumem, dokaj dobro premoščate. Ja, jaz moram reči, da za našo politiko investiranja v znanje, investiranje v opremo, investiranje v prostore, investiranje v kadre se je pokazalo, da je bila dobra. Moram reči, da mi v podjetju nismo do danes razdelili niti evra dobička, vse, kar smo pridelali, smo vložili nazaj v podjetje in tako smo v teh kriznih časih malo lažje kot druge prebrodili to krizo in nismo naši zaposleni čutili odpuščanja. Kako pa je denimo na vaše poslovanje vplival lanski požar? Kolikšni meri je bilo ohromljeno? Ja, delo ni bilo ohromljeno, nam je pa dobiček razpolovilo, še več kot razpolovilo, na 1/3 praktično nam je zmanjšalo. A vaše podjetje je nekako zelo močno vpeto tudi v lokalni prostor, pomagate športnikom, štipendirate? Ja, to pa res, to pa že od vsega začetka, ko smo še bili v zelo težki situaciji, smo vedno čutili neko odgovornost do lokalnega okolja, do športa, do kulture in smo skozi pomagali, tako da zadnje 2 leti smo pa tudi generalni sponzor nogometnega društva. Mogoče sem to, kjer je trge največ, na zahodu smo prej rekli? Na zahodu je več kot 40% nemško tržišče, potem je Italija, Francija, Švedska, Avstrija in pa seveda za nas en tak v zadnjem obdobju perspektiven trg je Rusija. Skratka, osrednji izziv ostaja kaj? Ja, glejte, obdržati vse obstoječe programe, vse obstoječe trge in pa še osvajati nova tržišča, ker mi na domačem trgu ne prodamo niti za 3% naše proizvodnje. Mogoče sem tak v bistvu en vaš projekt, malo številka, kot smo tega rekli, da se malo predstavi, koliko je v bistvu ena taka... Glejte, mi imamo projekte, recimo naročila, če vam lahko tako rečem, od 10 evrov pa tudi do 5-6 milijonov velikosti. Zdaj se pač pogovarjamo o enem projektu, ki je še pa malo večji.
No, najprej o dnevu podjetništva, kot sem že pred eno uro rekel, da v času realsocializma je bilo podjetništvo, pojem podjetništva nekako zapostavljen oziroma na nek način celo bogokleten. Kasneje, ko pa smo pristali na trdnih realnih tleh, ko se je ta družbeno podjetništvo razletelo, takrat pa je pravzaprav vso breme, kako potegniti voz iz tistih razmer na trdna tla, padlo na nekaj posameznikov, tistih, ki so imeli znanje, predvsem pa pogum, da so se lotili določenih projektov. In danes smo tukaj v podjetju Kostroj strojegradnja kot enem tistih pokazateljev primeru dobre prakse v Konjicah, ki kaže na to, da imamo znanje, voljo, moč, pogum, včasih tudi malo tistega, kar eni rečejo norosti, da se človek loti takšnega projekta, kot je postaviti podjetje iz pepela do današnjega stanja, kot ga imamo priložnost videti. Jaz sam sem že parkrat v zadnjem obdobju imel možnost ali pa priložnost obiskati to podjetje in ob vsakem obisku sem se lahko razveselil ene nove pridobitve in na nek način je v lanskem letu prišlo do končanja te slike tega podjetja, kot je danes, in dan podjetništva smo namenoma organizirali v tem podjetju, da se tudi ostali, ki mogoče včasih oklevajo, opogumijo in hrabro krenejo na to pot.